Pogovori. Jezikovni pogovori. Ali kmetje obdelujejo tla, zemljo ali prst? Čeprav se zdi vprašanje nepomembno, so se ob nastajanju agronomskega terminološkega slovarja ob njem odpirali resni premisleki in dileme. Ob nastajanju slovarja, ki je trajalo več kot 10 let, so se zgodili tudi zanimivi dogodki, ki so odpirali druge premisleke. V Ameriki so kot blagovno znamko zaščitili poimenovanje za žito kamut, zaradi česar so ga morali umakniti iz slovarja. Med nastajanjem slovarja so bila opuščena tudi nekatera orodja, zaradi česar so se vprašali, ali je njihova poimenovanja še smiselno uvrstiti v slovar. S podobnimi in drugimi vprašanji se je ukvarjalo 29 strokovnjakov z 12 agronomskih področij, usklajevale pa so jih urednice Valentina Usenik, Tanja Fajfar in Mateja Jemec-Tomazin, ki je gostja oddaje. Začeli smo z vprašanjem, kaj torej obdelujejo kmetje? Tla, zemljo ali prst? Da smo se naučili, da so tla pravi pedološki termin in da je to poimenovanje, ki je najbolj razširjeno v agronomski stroki, je bil potreben čas. Tudi mi kot jezikoslovci ne poznamo vseh področij. Zdaj morda je agronomija takšna veda, s katero se vsaj tisti, ki živimo na podeželju, pogosteje srečamo. Vsakdo obdeluje kakšen kos zemlje, kot smo mislili, ima svoj vrtiček in tam kaj prideluje. No, potem pa seveda, ko se lotimo terminološkega slovarja, pa spoznamo termine, ki se uporabljajo v stroki. To se je treba naučiti, to je treba tudi preveriti in kot pri vseh slovarjih izhajali smo iz besedil, ki jih je moralo biti dovolj, da smo lahko pripravili potem nabor terminov, geslovnike in se lotili dela. Zakaj takšne razlike pri tem osnovnem poimenovanju tega temeljnega pojava, če tako rečem? Ali ga potem tudi strokovnjaki dejansko različno uporabljajo po svojih področjih? No, ravno pri tleh in pri prsti se je pokazalo, da je raba na dveh sorodnih povezanih področjih različna. Se pravi, v pedologiji, v okviru agronomije, govorimo o tleh, v geografiji pa ta isti pojem poimenujemo s prstjo. Zemlja je nekako nadpomenka, ki jo uporabljamo v splošnem jeziku, se pravi, v terminologiji ne govorimo zares o zemlji, ampak je to nekako laično poimenovanje. Zemljina pa je pravzaprav samostojen pojem. Je samo povezana s prstjo ali s tlemi, ampak je nekaj, kar je prinešeno od drugod, kar ni fizično na mestu nastanka, se pravi, ni nastalo na matični podlagi, ampak se potem nekam prenese in takrat govorimo o zemljinah, kakršnih koli že. In to je seveda tudi ena od iztočnic v slovarju. Je pa zanimivo tudi to, da pri recimo konkretno na področju pedologije, geografi in pa pedologi uspešno sodelujejo, hkrati pa še naprej uporabljajo vsak na svojem področju različen termin, ampak dokler se razumejo, to niti ni sporno. Pomembno je v končni fazi, da se razumemo, da vemo, o čem govorimo oziroma o čem pišemo. Ja, razumemo se lahko tudi, ko govorimo različne besede, ne? Mogoče omeniva še en zanimiv termin. Med nastajanjem slovarja se lahko tudi besede spreminjajo oziroma kar dovoljenja za njihovo objavo. Takšno je poimenovanje za vrsto pšenice kamut. Ja, v resnici kamut ni bila očitno nikoli zares poimenovanje za vrsto pšenice. Tej pšenici se reče korasan pšenica danes, ampak v splošnem jeziku je bilo to žito kar pogosto prisotno, zlasti kot žito z večjo vsebnostjo beljakovin in je bilo priljubljeno
kot nekaj poleg navadne pšenice. Je bilo pa opozorjeno, da je to zaščitena blagovna znamka. Mi smo imeli to iztočnico tudi že v sprotnem slovarju slovenskega jezika, se pravi v splošnem, nenormativnem slovarju slovenskega jezika. V terminološkem slovarju pa je seveda potem nismo mogli uvrstiti, ker kot navadno zaščitenih blagovnih znamk v terminološke slovarje ne vključujemo, razen če so posebno označeni. In ni naš namen, da vključujemo zaščitene blagovne znamke, ampak da poimenujemo termine, ki se uporabljajo v stroki. In strokovnjaki pa so, tako kot povsod, v resnici potem tudi sprejeli, dobro, ne bomo več tega uporabljali. Zdaj, z vidika splošnega uporabnika je pa tako. Deloma je to moteče, zlasti, če nekega pojma ne poznamo dobro in komaj da spoznamo poimenovanje zanj, pa se potem to zamenja. Zdaj, za strokovnjake, kot rečeno, strokovnjaki so navajeni, da se kakšna stvar tudi spremeni, ni pa to pogost pojav. Eno od zelo pomembnih terminoloških načel je terminološko načelo ustaljenosti. Se pravi, brez dobrega razloga mi terminov, poimenovanj, besed, če hočete, ne zamenjamo, ne spreminjamo, ker se sicer ne razumemo. In to se je zgodilo ravno med nastajanjem slovarja. Torej, želeli ste uvrstiti neko besedo v slovar, vmes pa je država Kanada dosegla, da je to poimenovanje zaščitena blagovna znamka in ste morali to besedo črtati oziroma je niste uvrstili v slovar. V bistvu gre za podjetje, niti ne kot državo, se pravi, tisto podjetje, ki je imelo v lasti to blagovno znamko, je želelo, da se samo ta blagovna znamka kot njihova last prikaže, kar je pa seveda za slovar nesprejemljivo. Mi ne moremo pisati podatkov o lastnikih blagovnih znamk pri slovarskih iztočnicah. Ja, besede si lahko tudi lastimo. Upajmo, da si ne bo kdo lastil besede, kot so na primer jagoda, jabolka, banana. No, to je k sreči preprečeno. Tukaj pa je prednost Evrope in evropskih ustanov. Namreč Evropski urad za intelektualno lastnino je razvil oziroma razvija program za vse jezike, ki se govorijo na področju Evropske unije, da se iščejo besede v slovarjih, v jezikih, ki imajo splošen pomen in se pravi, ne moremo niti v nemščini, niti v slovenščini, niti v kateremkoli drugem jeziku zaščititi neke besede, ki v drugem jeziku označuje nek splošen pojem. Se pravi, če bi nekdo želel zaščititi v Sloveniji neko češko besedo, ki je splošen izraz, je ne bi mogel. Tako da to pa je prednost. Se pravi, povsem prostih rok nimamo. Kamut je pa starejša beseda, ki izhaja iz v bistvu Bližnjega vzhoda. O tem bi več vedeli povedati etimologi, ki pa so jo pravi čas očitno zaščitili v nekem podjetju in se zaradi tega potem ni več razširjala oziroma se samo še za določen izdelek uporablja danes. Da je slovar nastajal dalj časa oziroma da je agronomija zelo napredujoča veda, pa nenazadnje priča tudi to, da je v času nastajanja slovarja so prenehali uporabljati nekatera orodja in ste se potem odločili o tem, ali naj poimenovanje za ta orodja vključite v slovar ali ne. Zanimive dileme. Torej, na področju urejanja prostora smo imeli izhodiščno po naši metodi popisane termine, ki se uporabljajo na določenem področju, med njimi tudi orodja, ki se uporabljajo za izmero površine. In potem, ko smo zaključevali slovar, se je res pokazalo, da so v času nastajanja slovarja neka starejša orodja opustili, da uporabljajo namesto tega elektronske priprave. In vprašanje je seveda bilo, ali sedaj obdržati termine, seveda šlo je za 2-3 poimenovanja, ampak ali jih obdržati ali ne. Kljub temu
so to termini, ki se pojavljajo, ki se bodo še vsaj v literaturi znašli in se nam je zdelo primerno, da kaj takšnega vendarle imamo na mestu popisano, da če že kdo išče, da vsaj prepozna, kaj je to, na primer, nivelir. Agronomija je izjemno široka veda, zdaj je združena v slovarju, prej ni bila, ne, preden ste se vi sestali, torej in začeli ustvarjati ta slovar leta 2013. Kako je bilo pa pred tem? Torej na področju kmetijstva je obstajal kmetijski tehniški slovar, ki je izšel v 50 letih, tudi že pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In zanimivo je, da je ta slovar izšel v zvezkih. Se pravi, iz tistega časa imamo 8 zvezkov, oziroma 8 knjig, ki so razdeljene še na zvezke, to so precej tanke knjižice, ki pa so zelo natančno popisovale takratno besedišče, ki se je uporabljalo na področju kmetijstva. In tako imamo na primer samostojno knjigo o varstvu rastlin, pa samostojno knjigo nauka o tleh in samostojno knjigo o poljedelstvu in travništvu. Tudi še danes so ta področja prav tako prisotna na področju agronomije in zato smo mi tudi sodelovali s tako velikim številom strokovnjakov, saj smo združevali več področij. Na primer, področje hortikulture združuje tako sadjarstvo kot vinogradništvo, zelenjadarstvo, okrasne rastline, potem imamo poljedelstvo, travništvo, imamo varstvo rastlin oziroma področje fitomedicine, potem imamo tudi področje urejanja prostora, ki ni nepomembno, se pravi z vidika organizacije celotne kmetijske dejavnosti. Hkrati je potem prisotno tudi področje kmetijske tehnike, ki združuje tako tehnologijo kot seveda načine obdelave, ne. Kmetijska tehnika so nenazadnje najbolj poznani traktorji, po čemer v resnici, ko govorimo o obdelavi tal, večina pomisli na kakšen traktor. Katere barve, je pa že povezano z blagovnimi znamkami. Ko sem listal po slovarju, sem opazil, da je v njih veliko dejansko besed, ki so specifične za določeno področje, na primer Gračaninov padavinski faktor, ne, to je termin, ki zanima nek ozek krog strokovnjakov. Kdo bo potreboval slovar v Sloveniji, agronomski terminološki slovar, se zanima zanj? Torej, naši slovarji so v prvi vrsti namenjeni strokovnjakom določenega področja, torej študentom agronomije, agronomom, kmetijskim svetovalcem, hkrati pa seveda tudi kmetom. Danes kmet ni tisti, ki je brez izobrazbe, zelo veliko izobrazbe potrebuje in nenehno se mora dodatno usposabljati, da je kos v bistvu vsem izzivom, ki ga prinaša sodobno kmetijstvo. Kot potrošniki, uporabniki si želimo hrano, ki je dobra, ki je kakovostna, hkrati bi radi, da je poceni. In to so včasih stvari, ki niso tako samoumevno združljive, treba je zelo veliko vedenja o pridelavi posamezne rastline, o sortnem izboru, o ohranjanju, skladiščenju, da je potem na koncu za potrošnika še vedno na voljo recimo tako lepo jabolko, ki naj ima čim manj pomanjkljivosti, ne. Nekaj, česar se mogoče ne zavedamo, je tudi ob pridelavi vsi želimo, oziroma se strokovnjaki zelo trudijo, da bi pridelali tudi na videz lepo rastlino oziroma ta pridelek, ki nastane, ne. In za vse to je potrebno znanje, za vse to je potrebno razvijanje tehnik, ki jih je treba poimenovati, je treba iskati nove načine, na primer gnojenja, tudi kdaj se upravlja gnojenje, v kakšnih vremenskih razmerah, in ta Gračaninov padavinski faktor je eden od pojmov, eden od terminov, ki pove, kdaj je ustrezno, koliko padavin bo, se pravi, koliko sušnosti je, ali se sme takrat določena kmetijska opravila izvajati ali ne.
Ampak to je samo eden od terminov, eden od pojmov, ki jih mora pravzaprav agronom poznati, odvisno za katero vrsto se specializira. Zagotovo niso vsi strokovnjaki za popolnoma vsa področja, ampak znanja in vedenja, ki ga mora imeti ta strokovnjak, je veliko in slovar naj bi bil nek pripomoček, zlasti, ko spoznavamo, recimo, ko beremo nove članke, nove metode, da bi nam se razjasnilo kakšna stvar, ki je morda ne poznamo tako dobro. Uporaben je pa konec koncev za vse nas, ki smo morda samo potrošniki, morda uživalci, ko recimo naprimer o čredinkah beremo, da pogledamo, kaj pa pravzaprav je čredinka. Kaj je? Čredinka je pravzaprav ograjen, omejen prostor, na katerem poteka paša v določenem časovnem obdobju. Dokaj logičen termin, ampak seveda povezan je s čredo živali, ki se pase na njem. Rekel bi, da je slovar tudi lep, ja. Prav posebno zgodbo nosi naslovnica. In povejte nam nekaj o tem, kako tudi naslovnica govori o tem, da je agronomija nekaj temeljnega, kar potrebujemo, za preživetje. No, zgodba naslovnice se vedno v bistvu začne s premislekom o vsebini. In ko smo razmišljali o najustreznejši naslovnici agronomskega slovarja, s katero bi se lahko poistovetili strokovnjaki vseh teh različnih področij, ki so jih omenila, smo iskali nekaj, kar je res temeljno. In temeljna so tla, od tam vse izhaja, tla je treba obdelovati. In potem smo iskali neko mlado rastlino, ki bi potem lahko iz te rastline nastalo pravzaprav karkoli. Hkrati je pa ta obdelana zemlja potem v bistvu na koncu nastane najprej pridelek in iz tega pridelka potem tudi izdelek, in zato imamo na zadnjih notranjih straneh sredico kruha in pa tudi skorjo kruha, se pravi nekako od tav do rastline in pa potem do nečesa, kar uživamo. Vsi, skoraj da. Gospa doktorica Mateja Jemec-Tomazin, tudi midva bova zaprla zadnjo stran najnega pogovora. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, z veseljem. V pogovoru smo predstavili agronomski terminološki slovar, ki je nedavno izšel pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Aleksander Čobec se za tokrat poslavljam in se vam zahvaljujem za poslušanje. Srečno!